Pač je tako, na dolgi rok, če bi bil nekdo šalabajzer, če temu tako rečeva, taka oseba ne bi preživela, bi ga ta trg izločil. Ja, ampak na kratki rok bo pa ene par ljudi malo nasrkali. Ja, ene par ljudi pa lahko nasrka. Ampak ja, sej tako, kot sva rekla, Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Jure Gubanc in prihajam iz Kinvital Kineziološkega centra. In danes bova z mojim kolegom, partnerjem in pa še enim soustvarjalcem naše Kinvital zgodbe, Lukom Hrenom, predstavila najin pogovor in videnje o vsem dogajanju na kineziološki, fizioterapevtski, rehabilitacijski in poslovni sferi in zgodbi naše zgodovine, sedanjosti in prihodnosti. Tako da pozdravljam v goste, čeprav v bistvu ni v gosteh, ampak sva oba doma, tukaj v naši telovadnici, kjer je naš največji štab, torej tukaj v Domžalah, v hiši na Travniku. Vas pozdravljava oba, torej jaz in moj kolega Luka. In upam, da bo danes razvila čim bolj sočno debato, kjer boste dobili ven najboljše kose mesa in kosti za glodanje in za premlevanje vaših možgančkov. In upam, da vam bova v marsičem dala misliti z najnimi izkušnjami, ki sva se jih naučila tekom 10 let našega obstoja v Kinvitalu. Baš kaj za pripomniti? Mislim, da si povedal en tak lep uvod, res 10 let je že za nami, ker je ena taka simpatična doba, marsikaj se je vmes spremenili in mislim, da je čas, da narediva en tak povzetek, tako kot sva ga včasih mogoče delala ven na letnem nivoju, pa zdaj par let tega nisva naredila, pa da narediva en povzetek teh 10 let, pa kam gre kineziologija, fizioterapija in rehabilitacija. Tako, povzetek 10 let. Ja, da bomo mogoče samo malo se spomniti eno tako kratko časovnico narediti za vse naše poslušalce, da vejo približno, kaj smo mi vse dali čez, da smo prišli do tega, kar imamo zdaj. To, če greva 10 let nazaj, jaz se spomnim, torej, kar se najbolj spomnim za nazaj, so naša srečanja v parku Tivoli, razdeljevanje letakov, ogovarjanje ljudi, češ kaj smo, kdo smo, kaj kineziologija. To meni najbolj pade v spominu. Ja, ena taka zanimivost je predvsem mogoče glih to s to besedo kineziologija, če bi gledal skozi nek obdobje 10 let, ko smo začeli leta 2014, pa si nekomu rekel, da si študiral kineziologijo, praktično nihče ni vedel, kaj si študiral, kaj si probal prodati kineziologijo, noben ni vedel, kaj sploh točno prodajaš, veliko je bilo teh zamenjav Kinezi z Kitajci in potem za neko kinologijo z psi in mislim, uvrščala so te vsa druga področja, samo tisto, kar si res delal. Ja. Tako da na začetku se nikakor nismo sploh predstavljali direktno kot kineziološki center. Smo imeli ves čas to besedo zraven, zaradi tega, ker smo hoteli ta brand kineziologije tudi graditi, ampak smo uporabljali vse druge izraze, zato ker pač samo kineziologijo si težko kaj prodal, ker pač ni bila to fizioterapija, ker ljudje, ki jih nekaj boli, grejo na fizioterapijo, za kineziologijo ni noben vedel, kam naj gre. In ja, danes mislim, da ta beseda je bolj prepoznavna. Še vedno daleč od fizioterapije, ampak to je en tak, se mi zdi, pomemben vpliv teh 10 let. Verjamem, da smo en delček v ta mozaik prispevali tudi mi, kot recimo temu eden prvih oziroma verjetno prvi tak kineziološki center, ki je začel delati na tem področju. Drugače pa ja, te začetki so vedno malo taki hecni, kot si sam rekel, na začetku se malo še učiš podjetništva kot zelenc, hodiš malo po parku Tivoli, imaš strašno željo, da bi nekaj naredil, deliš letake, ker je to pač najcenejše, deliš jabolka, da daš zraven neko darilce. Ja, seveda. Ja. Mogoče lahko omeniva, da smo rabili koliko, 4 leta, preden smo sploh midva začela živeti od te dejavnosti, je tako? Ja, ta proces, marsikdo si predstavlja, da gre to precej hitrejši, kot v resnici je. Ja, pač, Hitrejša pot bi bila kakšna? Če bi doštudiral ti fizioterapijo, se zaposlil v zdravstvenem sistemu in tam gnil do konca življenja. Mislim, pač se zaposliš je lažja pot. Je pa res, da leta 2014 kot kineziolog se nisi mogel zaposliti, ker poklic kineziologa sploh še uradno ni obstajal. Se pravi, kot kineziolog se nisi mogel zaposliti. Lahko si se zaposlil nekje druge in si delal kot pač ne vem, administrator, ampak kot kineziolog se nisi mogel. Ja, tako da si v bistvu delal v McDonald'su. Ja, ampak si mogel ustvariti nekako svojo
podjetniško priložnost. In ja, ta pot je bila malo trnava, predvsem zato, ker mi smo bili stari 22, 23, 24 let, takrat, ko smo v bistvu to začenjali. In noben od nas prej ni imel nekih podjetniških izkušenj, saj ne nekih večjih, in rabiš malo, da se vse stvari priučiš. Tako da bi pa lahko že tudi večkrat prej verjetno tega živeli, če ne bi imeli te želje, da smo najprej paralelni center, pa drug center, pa potem, ker pač nismo imeli nekega zaledja zadaj, da bi nam nekdo bil pripravljen, ali pa da bi si nekdo šel nekam sposoditi, 30,000, 10,000 evrov ali nekaj takega, ampak smo ta denar malo na kupček dajali, zato da smo pa lahko te centre zares odpirali takrat. Je pa res nekaj, ne? Mi takrat niti ne bi vedeli, tudi če bi imeli verjetno toliko in toliko denarja ali pa nekoga investitorja za sabo, namreč takratne predstave, ko smo mi začeli delati, o tem, kakšen mora biti rehabilitacijski center ali pa kakšna metoda rehabilitacije naj se uveljavlja, so bile že zelo nekineziološke. Oziroma, kaj je kineziološka obravnava, še sploh ni bilo dobro evidentirano, niti dobro etablirano, ne v naših glavah, niti ne v glavah fakultete, ki izobražuje kineziologe, to je fakulteta za šport. Večinoma so si vedno to predstavljali v podobi, ki je zelo drugačna, kot jo mi danes delamo. Torej neka oblika fizioterapije, pri čemer pride do neke oblike vadbe po fizioterapiji, kakšna vadbena obravnava to točno je, katere vaje, za katere tipe poškodbe oziroma bolečine, roko na srce se je samo ugibalo, niti ni bilo sploh nič definiranega. In bi lahko po mojem naredili kar velik napak, ker preprosto ne bi vedeli, kakšne prostore rabimo, kakšne pripomočke rabimo, koliko velike skupine rabimo, kaj rab trener zaneti. Ker to smo se mogli vse priučiti skozi leta. In tako da na nek način smo mi svojo metodo sami razvili, ker prej ni obstajala. Študij je obstajal, ampak dejansko kaj je kineziologija, smo pa mi v bistvu na nek način ustvarjali, kaj sploh je. Ja, jaz bi tako rekel, fakulteta za šport, ker se je najprej začel študij kineziologije, verjetno prepoznala to kot neko tako bodočnost, kjer je manjko na področju rehabilitacije in je v bistvu to upeljala. Je res, da vsaka stvar rab svoj čas, predvsem na samem trgu, da se do konca razvija. Ker nekaj je, ko ljudje doštudirajo, seveda, so bili tudi te porodni krči na fakulteti za šport, seveda se te stvari in da najdeš ustrezen kader, ki bo to izobraževal in tako naprej. Malo imaš pa potem tudi te neke začetne težave sam, ki se probaš na takem področju znajdeti. Ker si v bistvu opremljen za znanji, ki jih sicer po delčkih lahko uporabiš v realnem svetu, ampak točne formule pa ne veš, kako zdaj začeti kot nek kineziolog. Se mi zdi pa, da je bila glih to po eni strani velika prednost. Sej je trajalo, da smo prišli kam, ampak ker smo v bistvu začeli na enem takem divjem zahodu. Poklic, sem rekel, niti ni bil še zares priznan. Kineziologija, želeli se uvrstiti v nek, recimo temu, zdravstveni sistem, ampak takrat je bila še daleč od zdravstvenega sistema. Se pravi, smo bili na enem takem divjem zahodu, ker vemo, da če si šibek, ne boš preživel. In v bistvu nas je vse to sililo v to, da smo inovativni v razmišljanju, da smo efektivni v svojem delu, ker ni bilo nobene zaščite zadaj. Tako kot si prej omenil, recimo, fizioterapeut se lahko je zaposlil v nekem javnem zdravstvenem sistemu, ali pa tudi, če fizioterapeut potem kasneje odpira, je v tistem času, recimo 2014, odpiral fizioterapijo, že ima neke bonitete kot zdravstveni delavec, ne plačuje DDV-ja, se pravi, ceh je bolj zaščiten, ne more kar vsak biti fizioterapeut. Potem, ker na področju kineziologije je bil področje še divji zahod. Se pravi, vsi so lahko delali, vsi pa nihče, če temu tako rečemo. In v bistvu si mogel biti zares dober, da si preživel. To je zelo velika prednost tudi nekoga, ki morda, katerega poklic ni priznan še med ljudmi, ker nimaš pred sabo nekega doktorskega naziva, ker nimaš za sabo neke inštitucije in se ne moreš zanašati pri svojem zaslužku na avtoriteto. Torej, mi nismo mogli dati argumenta, še posebej ne jaz, niti kineziolog nisem mogel dati argumenta ven, le jaz sem doktor Jure, tega in tega, ali fizioterapeut tega in tega področja in zato poslušaj moje nasvete, ker jaz imam prav. Ker tako deluje večinoma žal svet. Ljudje ubogajo ljudi, oziroma strokovnjake, na podlagi tega, kakšen naziv imajo in iz kje prihajajo, kdo ima lepšo belo haljo. Mi smo pa v bistvu mogli v navadnem džimu, brez neke fancy, šmensi prostorov, brez nekih možnosti, da se naslanjamo na neke nazive, smo morali razviti znanje in argumente, da ljudi prepričamo, pridite k nam, ker mi imamo najboljši način, da pozdravimo tvojo težavo. Sej to so, tako kot si rekel,
po eni strani prednosti prostega trga, a ne? Tako. So seveda tudi slabosti, sej tudi razumem, zakaj je zdravstveni sistem malo bolj tok, malo bolj zaprt, a ne? Ker pač po eni strani, če bi kar vsak lahko si nadel nek naziv, oziroma ne da si nadane nek naziv, ampak da bi rekel, ok, jaz pa delam zdaj terapije, ne? Pač je tako, na dolgi rok, če bi bil nekdo šalabajzer, če temu tako rečeva, taka oseba ne bi preživela, bi ga ta trg izločil. Ja, ampak na kratki rok bi pa ene par ljudi malo nasrkali. Ja, ene par ljudi pa lahko nasrka. Ampak ja, sej tako, kot sva rekla, če skozi obdobje 10 let uspeš preživeti in rasti, ne, pomeni, da si nekaj delal ok, ne, in pač očitno nekaj delaš ok in si mogel neke metode razviti. Tako da jaz verjamem, da po eni strani to obdobje 10 let tega divjega zahoda, pač, kjer smo mogli delati, nam je prinesel po mojem več dobrega, kot slabega, ne? Ker pač predvsem ne bi bili mogoče toliko nekako željni tega še nečesa več, da bomo preživeli in tako naprej, ker če bi se prej dali v neko covno obdobje, to pa ni glih dober recept za nadgradnjo svojih storitev. Absolutno. Tega nikoli ne bi bili prisiljeni razviti, kar smo, ne pa v obravnavi, ne v centrih, ki jih imamo, če bi delali v etabliranem poklicu nekje v neki inštituciji, kjer bi imel že vse vnaprej v bistvu definirano, kakšno bo tvoje življenje čez 5 let, 10 let, 20 let. Bi pa drugače rekel tako, če si že prej spraševal, kje so bile tiste največje mogoče spremembe, inovacije, ki smo jih mogli skozi to obdobje narediti. Se mi zdi, da ena večjih je ta, ker klasična obravnava na področju rehabilitacije, zdaj ok, pustimo, kaj pravi točno sama zakonodaja še, ker se še malo prilagaja na področju Slovenije, ampak pač recimo deluje pri nas fizioterapija večinoma 1 na 1 in vse teh rehabilitacij so vedno delovale 1 na 1. Mi smo pa začeli o tem razmišljati, okay, kako zadevo malo bolj približati posamezniku, ker vemo, kaj je po eni strani slabost dela 1 na 1. Pač zadeva je draga, se pravi skozi neko daljše časovno obdobje, ker kinezologija ni, da nekdo vihti s čarobno palčko in potem ljudi zdravi v 3-5 obiskih, ampak pač je treba delati skozi neko daljše časovno obdobje. In 1 na 1 dela to postane drago, predrago za večino ljudi, zato smo mogli pač tle biti mogoče malo bolj učinkoviti v tem procesu in smo pač začeli to združevati v neke skupine in to tudi še ves čas zdaj nadgrajujemo. Se pravi, najprej, ne vem, pa smo rekli, ok, bomo delali na začetku posebej individualni pregled, potem jih bomo dajali pa skupine, pa smo na začetku vse dajali v skupine do 8, pa smo videli, ok, tako, za nekatere je ok ta skupina do 8, ker je cenovno ugodna, nekatere rabijo skupino do 4, rabijo manjša skupina, pa smo potem to nadgrajevali in ta proces ves čas nadgrajujemo. Se pravi, kako narediti tudi finančno ustrezno storitev, ker na koncu, če posamezniku zmanjka denarja, pač je bil tudi strokovno proces neuspešen. Strokovno proces neuspešen in zelo malo ljudi dejansko lahko s svojo storitvijo targetiraš. Tako kot po domač povedan, če imaš dražjo storitev, ker ena storitev mora biti dražja, boš definitivno tudi manj ljudi lahko pomagal manjši količini ljudem. Ja. In mi smo se že od začetka spraševali predvsem to, torej kako ljudem prinesti čim večjo vrednost za čim manj denarja. In to se mi zdi pogosta napaka mnogih poslovnih modelov, ki gledajo predvsem, kako dobiti čim več denarja, ne čim večjo vrednost za čim več denarja. In zato se pogosto recimo videvamo, sploh na našem področju, da se daje nekemu hitremu izgledu večjo prednost kot pa neki globi vsebini. Recimo primer, mi smo ugotovili, da je veliko bolj učinkovita obravnava v telovadnici, kjer lahko nekdo, ki ima strokovno znanje o gibanju, pozdravi bistveno več, kot pa če bi delal v ambulantnem okolju. Ampak ambulantno okolje izgleda sterilno, bele halje, neke naprave, polno nekih psevdo znanstvenih napravic, ki mnoge ljudi pretentajo, češ, to pa izgleda bolj kompleksno, bolj verodostojno, tukaj je verjetno terapevtski prostor. Ne? In hočem povedati to, da dostikrat so taki poslovni modeli sicer uspešni na kratek rok lahko, ampak če pride taka konkurenca, kot je naša, se taki poslovni modeli lahko dostikrat pokažejo kot neučinkoviti na dolgi rok. No sej, ampak se mi zdi ravno to, kar si rekel, dolgi rok, kratki rok, to sta tudi dve pomembne stvari, ki tle pri posameznikih vedno tehtajo. Pač, veliko ljudi še vedno, čeprav bom rekel, da se mi zdi, da je več takšnih, kot je nekdaj bilo, ampak še vedno je veliko ljudi takih, ki išče tisto neko hitro rešitev. Pač, vedno bo nek procent družbe takih. Upajmo, da je vedno manjši. Ja, ni vsak pripravljen vložiti
časa in volje. Ker pač ti moraš dejansko spreminjati svoj življenjski stil, če tako je taka splošna fraza, ampak to moraš način življenja moraš spreminjati, če hočeš neko dolgotrajno spremembo narediti. Tako deluje naša metoda. Ja, v bistvu sprememba, dolgoročna sprememba na sebi, s katero povzročiš rehabilitacijo. Ja. Ampak marsikdo še ni pripravljen na to. In je pripravljen dejansko več plačati, čeprav tega mogoče ne priznal, raj več plača za to, da leži na mizi ali pa da dela neko terapijo, kjer se bo mogoče boljše počutil. Ja, drugače pa to, kar si prej tudi omenil, ja, pač primerjava ambulanta, gym pa področje rehabilitacij. Ja, tukaj je mogoče, to je spet zdaj, ker tle vedno lahko jaz vedno tako, ko gledam na sam proces našega dela, vedno gledam skozi dve prizme. Pač eno je, kaj trenutno pravi zakonodaja v Republiki Slovenija, pač to je ena stvar, druga je pa, kaj bi bilo najbolj optimalno. Pač, ker, v realnem svetu. Ja, pač po eni strani vedno najprej gledam, kaj bi bilo najbolj optimalno, potem pa pogledam, okay, kakšne so omejitve znotraj tega, kar trenutno nam narekuje zakonodaja. Najbolj optimalno, se strinjam, je v bistvu daljši proces v vsaki rehabilitaciji, je v bistvu ta del ponavadi, ki je v gymu. Tisti ambulantni del je ponavadi pri kakšnih takih primerih, ki so lahko, bolj specifični. Recimo, zadnjič je ravno bil en komentar, ki sem ga na Facebooku recimo pri nas zasledil, je bilo, kaj pa če nekdo, ki ima kot ishialne težave, da gre za v bistvu rakaste oblike in da v bistvu tako stvar spregledaš. Ja, če pač pri nikomu ne veš, za katero zadevo gre, tak človek, za katero zadevo točno gre, tak človek rabi ambulantno obravnavo. Če gre za raka, recimo, da je potem treba tega raka zdraviti, rabi neko ambulantno obravnavo. Ampak mnogo stvari, ki jih pa danes obravnavamo, ne smemo pa zaradi tega potem vse obravnavati ambulantno, ker potem zaradi tistih parih procentov ljudi lahko hitro zgrešiš celotno poanto, ker večina ljudi pa tega ne rabi. Gre pa za v bistvu res neke take manj izrazite težave, ki bi jih pa lahko zdravil v telovadnici, ki v bistvu mora spremeniti predvsem svoje gibanje, da bo boljš pobral, ko pobere čevlje stav oziroma ko pobira neko aktovko, da se bo boljš obrnil, sedel v avto, vstal z avta, ko se bo usedel, se naslonil nazaj. So pa take spremembe, ki jih mora narediti. Se pravi, da bo gibalno bolj inteligenten, da bo malo močnejši, malo bolj gibljiv in tako naprej. Tako je. In ti si izpostavil, kaj bi v bistvu naš največji doprinos oziroma razlika, ki smo jo postavili na trg z našo metodo obravnave pa razmišljanjem. Jaz bi tukaj mogoče tako če naredimo en hiter povzetek našega največjega izuma, inovacije na trgu, bi jaz rekel glih to, da smo razvili, a pa bom rekel, da še vedno smo v procesu postavljanja, ampak smo po mojem najdlje, dejanskih metod in obravnav bolečin na vadbeni način. Ker ena velikih slabost, ki še velja na našem področju, pa tudi na fizioterapevtskem področju, je, da vlada zelo velika zmeda oziroma zelo velika ponudba informacij, kako se lotiti eno bolečino. Nekdo ti bo prodajal eno vajo, nekdo ti bo prodajal 150 drugih vaj, nekdo ti bo prodajal en izdelek, nekdo ti bo prodajal neko drugo metodo. V bistvu smo pa mi ugotovili, da se bolečine pa poškodbe, ki jih ljudje imajo, delijo na dva načina, na dve veji. Ena veja so tiste bolečine in poškodbe, ki jih na katerikoli vadbeni način ali pa tudi terapevtski način ne moreš ustrezno pozdraviti, ker so že tako daleč, da potrebujejo medicinsko obravnavo. To je recimo primer zlom noge. Če si zlomaš nogo, ne moreš za našo kineziološko vadbo zdaj nogo postaviti nazaj. Rabiš malce zdravniško obravnavo in tako naprej. Če imaš bolezen, kot si prej omenil rak, recimo, tudi ne moreš z vadbeno metodo, z spremembo svojega gibanja zdaj pozdraviti raka. Če imaš neko bolezen, torej rabiš zdravilo ali pa operacijo. In to je klasičen zdravstveni način reševanja težav. Torej, kjer dobiš zdravilo ali operativni poseg in s tem rešiš težavo. Pri nas z našo intervencijo pa naslavljamo v bistvu vsa druge stanja ali pa tudi avtoimune bolezni, prirojene bolezni, karkoli, kjer je zaradi slabšega gibanja človeka njegova kakovost življenja slabša in posledično tudi se zgodijo poškodbe v gibanju, ki pa jih lahko telo še samo rehabilitira. Torej imamo tudi poškodbe v gibanju, ki niso, zlom noge, ampak so recimo natrgana mišica, ali pa so recimo zvin gležnja, ali pa so
težave, kjer so bolečine zaradi tega, ker napačno pristajaš pri košarki, ker napačno dviguješ bremena, pa stalno iritiraš svoje tkiva v telesu. In na tem področju bi rekel, da je tista naša največja inovacija, ker smo v bistvu dokazali najprej to, da tak delež ljudi, ker to je pa večinski delež ljudi, ki ima bolečine. Večinski delež ljudi, ki ima bolečine, nima bolečine zato, ker ima raka, ampak ima bolečine zato, ker nekaj narobe dela s telesom. In mi smo te ljudi zdaj v bistvu vedno bolj uspemo prepričati, da ne rabite vi 100 enih izdelkov kupiti, ne rabite vi pri zdravnikih vrste delati za tiste resne primere. Vi rabite priti v gym k nekomu, ki razume gibanje, ne samo telovadbo, ampak ki dejansko ve, kako si z gibanjem povzročate bolečine. In kle smo pa pri drugem koraku, da je pa do zdaj, ker kineziološka stroka še ni bila toliko razvita, vladala toliko velika zmeda. Saj sam veš, en je to vajo preferiral, en uno vajo, en tretjo vajo. Mi pa smo v 10 letih toliko pozorno spremljali proces rehabilitacije, da smo dejansko ugotovili, kje gibalne vzorce človek rab, zato da se pozdrav, pa kako te gibalne vzorce učiti in jih natrenirati, pa ne glede na to, a si star 70 let, a 20 let, a si športnik, a nisi športnik, vsi to rabijo in vsi s tem lahko ozdravijo. In se mi zdi, da je za prihodnost tudi potem pomembno, ker danes bo govorila ne samo kaj smo mi delali, pa kaj delamo, ampak tudi o tem, kaj vidimo, da moramo delati. Za prihodnost želimo prav vzpostaviti da smo neke vrste avtoriteta na področju gibalne rehabilitacije. Zakaj? Zato, ker če zdaj vsak govori tukaj svojo teorijo, zakaj tebe boli, pa ti da svoj napotek, nismo s tem nič rešili, ker to ni nobena trdna znanost potem, nobenega trdnega oprijemljivega primere rešitve nimajo potem ljudje in so zmedeni. In mi moramo tiste stvari, za katere ugotovimo, da delujejo absolutno za vse, moramo biti glede njih enotni in prepričati ljudi z dobrimi rezultati, da se morajo naučiti te stvari, če želijo popraviti svoje poškodbe. Ja, jaz se strinjam. Na področju kineziologije tako kot na vsakem področju so lahko prisotni različni pristopi, pa različni pristopi lahko pripeljejo do cilja, ampak ker smo v bistvu ugotovili, skozi obdobje 10 let, mogoče lahko še pol ponazoriš z tistim rekom, ti vem, da ga veš od tega Bruce Leeja, ker smo tudi mi v bistvu ugotovili pri svojem delu je, da smo na začetku delali tako, na simple, pol smo začeli zadevo malo komplicirati in čez čas smo spet ugotovili, da je simple veliko bolj simple pa najboljši, kako se že čas. Ja, Bruce Lee, by the way, je to tako rekel, ne, da na začetku, ko nisem nič vedel od borilnih veščin, sem si mislil, udarc je udarc, preprosto. Po, ko sem začel študirati udarc, kako to pride do udarca, telo, sile, mehanika, vsa kompleksnost, psihologija, sem ugotovil, da udarc ni samo udarc, da je udarc cela znanost zadaj. Zdaj, ker pa obvladam borilne veščine, pa vem, da je udarc samo udarc. In to je tisto, kar se pol naučiš, če znaš dobro ločiti zrno od plovila, katere informacije, pa katere stvari pri človeškem gibanju so pomembne, pa katere detajli so pomembni za vedeti, kateri pa niso pomembni. Ja, ker je več teh, ki niso, kot teh, ki so. Vse to se mi zdi, da je pomembno z tega vidika, ker zadeve je treba vedno malo poenostaviti, zaradi tega, ker vsi ljudje se načeloma gibljemo enako oziroma zelo podobno. Vsi imamo enake sklepe. Ja, vsi imamo dve noge, koleno so vsem približno v isto smer pogiba, manj imamo več iz tega, kot drug, ampak vsi v isto smer pogibamo, koliko se v isto smer obrača in vrti in gibe delamo. Tako da gibanja so podobna in zakaj bi ljudi obravnaval to komplicirano in ker smo ugotovili, to je bila ena pomembnejših se mi zdi stvari, ker smo mogoče glih v tej fazi skompliciranja v poenostavitev ugotovili to, da če zadeve preveč kompliciraš, v bistvu ljudje delaš odvisne od tebe. Ljudje so odvisniki in to je problem ne samo v našem poslu, tudi v fizioterapiji. Se pravi, on rad pride po svojo dozo, po svoj fiks, da ga boš ti porihtal. Ker mu boš ti predal o fascijah. Ja, in mu boš dal preveč enih informacij in ga naredil predvsem zmedenega. On sploh ne razume, kaj je zdaj njegova osnovna težava, pa si mu povedal, da je to povezano z neko fascijo, drugo, tretje, ampak on še zmer sam ne ve, tudi približno se mu ne sanja, kaj je njegova osnovna težava. Pa si mu dal nekaj par izrazov, katere zdaj on to nekako malo meša med sabo in se mu zdi, da ve, ampak v osnovi ne ve. Če mu pa zadevo poenostaviš, nekoga, ki boli križ, ki se zaveže superge,
pa ki ga zdaj boli križ, ki mora, ne vem, pobrati iz spodnjega predala dol, ne vem, riž vzeti, ki gre kuhati, pa ki ga zaboli, ki vstane. Ja, pač ja, poenostavimo zadevo in več kot očitno je on fleksijsko netolerančen, se pravi, ga matra v pogib. Nauči ga ta gibanja v prvi fazi narediti na tak način, da ne bo naredil vsakeč znova fleksije v ledvenem delu, ampak da se bo znal prepogniti iz kolka. In mu to pokažeš za zelo simpel gibanje, ki jih bo na dnevni ravni delal in bo tudi zelo lahko razumel. Ni nobene anatomije, fascije in kompliciranja, ampak predvsem preprost primer, skozi katerega on takoj razume, to moram popraviti in zadeve ni več, težave ni več. Se mi zdi, da to je bila tudi ta poenostavitev ključna, ker ljudje morajo razumeti svojo težavo, ker samo tako jo bojo odpravili. Ljudje ne smejo biti odvisniki od tebe, ne? Pač, ker na ta način ga dolgoročno sigurno nisi rešil. Ne. Ja. In evo, še ena zelo pomembna stvar, po kateri smo dodali nekaj čisto novega na področju rehabilitacije, torej ja, ne izobraževati ljudi v smislu nabutati jih z informacijami, češ to je izobraževanje. Izobražuj se, danes pravijo, izobražuj se v svojem telesu. To pogosto pomeni, tako zelo napačno se ljudje to razlagajo, to pogosto pomeni, da si, ne vem, pol bereš o kemiji telesa, o sestavi, anatomiji. Ljudje si to tako razlagajo, kot da moraš dodajati nove informacije, da boš kao zdaj več vedel o tem, zakaj te zdaj boli ta tvoj hrbet. V resnici pa ljudje tega večinoma ne rabijo, niti nočejo tega znati, ker imaš toliko drugih stvari v življenju. Niti mi trenerji, ki delamo na tem področju, se ne rabiš vedeti cele informacije o telesu, ti rabiš vedeti bistvo. Bistvo je pa tisto, ki je najbolj znanstveno lahko dokazljivo. Tebe boli, ker se sklonaš, te boli hrbet. Mi vidimo tekom 10 let, zakaj ljudi boli, ker se sklanjajo. Probavamo različne načine dvigovanja, pridemo do prave tehnike in razumevanja, zakaj ta tehnika deluje in preprosto to učimo tudi ljudi, da na isti jezik, isti način znajo narediti in da jim to znanje ostane za cel life. Ja, tukaj se mi zdi, da je problem širši od naše stroke. Tukaj je v bistvu problem ta poplava zelo dostopnih informacij, katere danes je. Pač preko spleta je vse dostopno, od neumnosti do uporabnih zadev. To ni samo na našem področju, to je tudi na drugem področju, v raznih svetovnih konfliktih, kdo ima zdaj prav, kdo ima narobe, kdo je odgovoren za to bombo ali ni ta drug odgovoren za to bombo. In isto je tle, zdaj kar bi mogoče bilo ključna taka informacija za vse ljudi, ki imajo težave, je to, zdaj, če nisi strokovnjak, boš težko ločil zrno od plevela. Če hočeš zadevo reševati, smotrno se obrniti na nekoga, ki bo mogoče namesto tebe to presejal in pobral ven in je že pobral v preteklosti zrno od plevela in te pravilno usmeril. Se pravi, da boš ti pravilne informacije nekako po notranju povzel. Zdaj, kako pa veš, kaj je pravilno? Ja, načeloma tisto, kar ti prinaša rezultat. Zdaj, če ti nekdo 10 let nekaj predaja, pa rezultata ni, počasi se verjetno povprašaš po smotrnosti tega početja. Tako da, ja, to danes je kar težko včasih ločiti. Ker to čisto zato mimogrede, ker se mi zdi, da največ neuspešnih primerov skozi vsa leta je na obeh skrajnostih. Se pravi, pri tistih, ki se nič ne zavzamejo, ki jim je pač za vse vseeno, pa pač jih je ekstremno težko pripraviti do tega, dajte malo več pozornosti v svoje telo, ne z nemorom, tako kot z neko žaklom krompirja, pa pač na najslabši možen način skozi. Na drugi strani imaš pa tiste, ki so pa prebrali, preveč stvari prebrali in prebrali tudi vas ti splevel in pride že sem z enimi 350 teorijami, zakaj je njegova težava. Poleg tega mogoče še 2-3 napačni strokovnjaki v celem procesu. Je pa res, da velikrat niti strokovnjak mogoče ni bil napačen, samo določeni strokovnjaki vseeno pri takih ljudeh potem želijo jim dati še oni dodatne informacije in to je za njih pogubno. Na obeh skrajnostih je potem problem, ker te ljudje tudi nikoli zares ne rešijo svoje težave, ker ne znajo več ločevati zrno od plevela in potem je njihov fokus razpršen. Namesto da bi dal fokus na tistih 5, 6, 10 ključnih stvari, dajo fokus na 300 stvari in je to razpršeno, da tiste ključne ne rešujejo, ker pač je njihov fokus na ključne stvari samo od par procentov. Tako da tlele se mi zdi, da je to dosti pomembna zadeva. Ločevanje danes pravih informacij s poplave informacij. Ja, tako je. Zato je ena od stvari, ki jih tudi pri nas poudarjamo, kako se braniti pred tem morjem informacij, je, da se vprašajte raje, da ne se ljudje raje vprašajo. To je del naše metode dela. Dajte se raje vprašati, torej, ali vam ta informacija, ki vam jo nekdo da, ta informacija,
za vas dejansko bistvena, pa karkoli spremeni na pozitivno, ali je zgolj dodatna informacija. Ker če tebe nekaj boli v hrbtu, recimo spet, če gremo nazaj, pa ti nekdo pove 10 diagnoz, en drug ti pove 10 drugih možnosti, ti pa še prebereš, kaj bi lahko vse bilo, ampak ti nisi nič boljši, te se raj fokusiraj na to, da z nekim strokovnjakom najdeš nekaj uporabnega, da ti bo boljše. Torej ne iskati retorično samo neke diagnoze, dajte se raj osredotočiti na to, da najdete način, kako se vi lahko spet gibljete brez bolečin. Torej, iskati treba gibanje brez bolečin, tehniko gibanja, način ravnanja s svojim telesom, da bo brez bolečin. Torej, manj govorjenja, po domač povedan, več dela, pa preizkušanja na sebi in več občutka nad svojim telesom. Ja, se mi zdi, da mnogo ljudi še vedno nekako ni pripravljeno sprejeti, da mogoče pa vseeno obstaja za njih precej bolj simpel rešitev, kot si sami predstavljajo, ker to pa večkrat vidva na kakšnih predavanjih, ko te proba nekdo na vsak način prepričati, da za njegovo težavo pa res ni rešitve. Ja, pa obstaja neki s hormoni težave, pa prehrano težave, pa neka leza noter. Jaz verjamem, da te težave lahko res ima, ampak na koncu, če se vse te težave, to je tudi, kar si prej omenil, recimo avtoimune bolezni, kakšne kronične nenalezljive bolezni. Ja, sej, bolezen obstaja, mi ne pravimo, da ta zadeva ne obstaja. Bolezen imamo rešiti, ja. Ja, ampak pač vprašati se pa moraš pa vsemu temu, če pač kakovost življenja pa kljub vsemu ves čas spada, a pač res, pa si želiš biti boljša, ne? A res vsa možna sredstva vlagaš v to, da bi bil zares boljše. In zdaj, druga stvar, a je res fokus na najbolj pomembnih stvarih, ne? Se pravi, ali si dal ves fokus na neke postranske stvari, katere potencialno lahko pomagajo, potencialno ne. Tukaj govorimo o raznih kremcah in podobnih, ne mislim o tistih zdravilih, ki so pač preizkušena in dokazano delujejo, ampak govorimo o stvarih, ki so lahko neke postranske stvari. In potem, ko te ljudi naprej sprašuješ, ne vem, ima težave za neko čisto osnovno zadevo, pa ga vprašaš, če je kdaj že v svojem procesu, ne vem, delovanja, kot so, ne vem, počepi, sklece, predkloni. Ne, tega pa nisem delal, ker tega pa ne morem, ne smem in tako naprej. Tako je cel kup izgovor. Ampak ja, vedno se da najti za ustrezno regresijo dovolj osnovno vajo za njega, ker če se on temu odpove, se je hkrati odpovedal življenju. Pač tukaj je enako, ni druge, zato ker pač ljudje smo gibalna bitja in gibanje je življenje. Se pravi, če si ti odpovedal gibanju, si se odpovedal življenju. Tako je. In moraš ko bi rekel, korak naprej biti pripravljen narediti, če ga nisi naredil, ne bo nikoli boljši. Pač, in se mi zdi, da to je tisto, kar ljudje velikokrat so sami sebe prepričali, da so bolniki ali pa še po pomoči kakšnega drugega zraven, ne, pač, in nekako niso pripravljeni stopiti ven iz tega. No, pač. Ja, res je. Ja, sej, nismo pa izumljali samo na kineziološkem področju, ampak tudi posledično tudi na poslovnem področju. Izumljali oziroma odkrivali, bom rekel, odkrivali neke modrosti, ki se mi zdi, da so lahko bodo zelo pomembne za vse, ki nas poslušajo, a pa tiste, ki že imajo posel. In sicer, kaj bi ti izpostavil, kaj so tiste najbolj pomembne poslovne ugotovitve, do katerih sva prišla tekom dela našega? Ja, klasična napaka, pa to ne velja spet samo za področje kineziologije, ampak pa velja za večino poslovnih okolij, je ta, da mnogo ljudi preveč razprši svoje področje delovanja. Se pravi, premehen fokus na eno ključno zadevo. Ker pač, če greva recimo prav na področje kineziologije, na področju kineziologije pa lahko še nekaj širše, da deva še trenerstvo zraven. Velikokrat vidiš, da ljudje v svojo ponudbo vključijo osebni trening, skupinska vadba, odprava težav v hrbtu, rehabilitacija po poškodbi sprednje križne vezi, prehransko svetovanje, pa meritve telesne sestave, pa še kakšno zadevo zraven. 10 storitev. Ja, 10 storitev in to je klasična težava, mislim, če jih toliko dodaš, boš razpoznaven po ničemer. Nič. Tvoje rdeče niti ni. Se pravi, si eden od mnogih, ki dela vse, pa hkrati nič zares. In je v bistvu ključno, če želiš izstopati, pač dati fokus na eno stvar. Kljub temu, da je mogoče Slovenija majhna, pa je včasih malo težje na tak način delati, sploh v kakšnem bolj mogoče lokalnem, malo mogoče bolj vaškem okolju. Ker je manjši trg, ne? Ja, ker je trg manjši.
tam mogoče včasih celo uspeš tisto zadevo, ki smo prej rekla. Pa pač enostavno v nekem okolju ni ne prehranskega svetovalca, ni ne nobenega fizioterapeuta, ni osebnega trenerja in delaš vse v enem. In pač, če si kakor tako dober, si verjetno vsem sorazmerno dobro pokril tisto področje. Ampak tisti, ki si pa želijo iz sebe narediti nek brand za dodano vrednost, je pa pač ključno, da začne v eni stvari razvijati tisto področje in ga res izpopolne do perfekcije. Ne? Ker pač od teh strokovnjakov, ki se učimo danes, velikih prihaja iz Amerike, so pa nama delali točno to. Je svojih 30, 40, 50 let strokovnega dela po svetu samo počepil. Ali pa samo unilateralni vaj. In je samo to pač iz dneva v dan pilu, iz tega potem različne metode, od tehnike do nekih obremenitev, ki prinesejo različne adaptacije, do mogoče nekih majhnih detajlov. In to se mi zdi, da je taka pogosta in ključna napaka. Pač. Tudi mi smo delali na začetku, ker smo začeli, vedeli smo, kaj bi radi delali, pa hkrati tam nismo imeli nič dela, to so bile področje rehabilitacije, pa smo začeli z splošnimi vadbami, pa smo začeli s tekom, zato ker smo vedeli, da nekaj denarja pa nekaj moramo zaslužiti. In pa smo te stvari peljali dalje, nekaj malega smo zelo hoteli delati, prehranskega svetovanja zraven, pa vse tako. Ampak ja, počasi, ko smo malo bolj videli, da je to bolj napaka, smo začeli druge stvari kar tako pomalo ugašati. Vseh nismo zares ugasnili, samo pač smo pa začeli zmeraj bolj fokus dajati na to kineziologijo, se pravi ta bolj rehabilitacijski del. In ker smo videli, da to je to, kar hočemo delati, smo zato potem kasneje šli tudi v to, da smo zdaj recimo registrirali še fizioterapijo in tako naprej. Se pravi, ta fokus na eno stvar je tista ključna, se mi zdi zadeva. No, zdaj bi lahko recimo malo še povedala, midva, zakaj smo pa se odločili končno tudi za fizioterapijo. Ker na začetku, vsaj jaz sem bil dosti proti temu, glede za to, ker kaj je fizioterapija, je že definirano, stvar že obstaja na trgu, ni nobena inovacija, ni nič novega, po domač povedano. Mi pa imamo nekaj, ki je čisto novega, nek nov produkt, nova storitev. In jaz sem se skozi govoril, da pač mi bomo z kakovostjo storitve itak prodrli še globlje in više, kot je fizioterapija. Ampak, kaj bi se rekel, kaj pa bo trebalo temu, da vsem pa so ene prednosti fizioterapije, lahko je kar omenil ene pa. Ja, to se mi zdi, da je ena taka zdaj, ti, ki si bil tak človek po duši, ki želiš biti stalno inovator, vedno čemu stremeti, ker do zdaj mogoče še ni bilo čisto narejeno, je dodajanje fizioterapije neke vrste poraz, kratkoročno gledam. Se pravi, priznaš, da v bistvu, saj smo nekaj naredili, ampak brez tega pa zares ne moramo naslednjega koraka narediti. Mene pa tako zelo veseli to področje marketinga v prodaje. Sem pa pač hkrati videl, ko malo raziskuješ trg in tako naprej, pa vidiš, da je beseda fizioterapija tako močen brand, da pač zdaj se trudiš. To prepoznam pojem v glavah ljudi. Točno to, Se trudiš postavljati kineziologijo, ampak še vedno, ko si bo človek tamle zvil gležen ali pa ko bojo v družbi razpravljali ali pa bo pojamral, da ga boli koleno ali pa kaj takega, bo pa navadno prva misel, ki bo ali sam v glavi proizvedel ali pa mu bo dal nekdo na svet, je pet na fizioterapijo, kaj pa kompliciraš. In to se tudi pozna danes, če greš pogledat na razne analitike v iskanju v Google. Fizioterapija je mnogo krat bolj iskana beseda kot kineziologija. Malo tudi zaradi tega, ker kineziologija, kaj je sploh osnovna storitev kineziologije, pa če ljudje zdaj googlajo kineziologija ali googlajo vadba ali kineziološka vadba, kaj je tiste, že to malo razprši, medtem ko pri fizioterapiji je dosti jasno, to je fizioterapija. In enostavno, po eni strani, ker smo videli, da na ta način v bistvu spuščamo veliko ljudi, mimo nas, smo rekli, moramo dati fizioterapijo. Malo zaradi tega, ker vidimo tudi seveda dodano vrednost po strokovni plati, to tudi ni čisto zanemarljivo, ampak moram reči, da primarno ni to botrovalo naši odločitvi, ampak je botrovalo to, da v bistvu na lažji način ljudi spravimo v naš celotni proces. Mi pa itak želimo biti od začetne faze rehabilitacije do končne faze. In pač tukaj je pa tisto, kar smo se prej pogovarjali, tiste dve področji, ki sem jih prej omenil. Eno je za mene optimalen svet, eno pa v Republiki Sloveniji, kaj pravi zakonodaja. In če želiš biti
v Sloveniji, v celotnem procesu, pač zakonodaja zahteva tudi po eni strani, da ima še fizioterapeuta zraven. Zato tle smo v bistvu probali tako ubiti malo več muh na en mah, po eni strani zaradi boljših rezultatov v marketingu po prodaji, po drugi strani zaradi tega, da lahko pač res delamo rehabilitacijo od prvega dneva do zadnjega dneva, da jih lahko pelješ skozi celotni proces, pa se ti težje vmešavajo v vse skupaj, ker pač si tukaj tudi potem pokril, ker imaš in fizioterapijo, zdravstvene prostore in tako naprej. Mislim, se tukaj lahko povedal tudi to, da je zaradi tega, ker je pač fizioterapija zakonsko nekako umeščena v proces rehabilitacije, se najde tudi kar nekaj škodoželjnežev, ki dejansko inšpekcijsko prijavljajo ljudi, pa tiste ponudnike na trgu, ki niso fizioterapeuti, ki niso v njihovem cehu, recimo temu tako. In jih brez sramu prijavljajo, zato ker želijo nekako izriniti konkurenco. Pač to delajo določeni verjetno fizioterapeuti, ki jim gre to v nos. In je to tudi eden pomembnih razlogov, zakaj potem človek malo premisle, a ne bilo bolj, da če if you can't beat them, join them in a way, torej, da se nekako temu izogneš, postaneš del njih. Potem pa lahko tudi deluješ na svoj način. Ja, to je bil pomemben. V bistvu v takšnih trenutkih, ko se v bistvu tudi soočaš kakšno tako zadevo, ki ste zdaj omenil, takrat smo v bistvu sploh prvič začeli razmišljati o tem. Ja, smo se malo spodbudili in smo v bistvu iz ene slabe stvari prišli do ene ugotovitve, do katere mogoče prej ne bi prišli. Ker včasih nas v tem podjetniškem delu malo nese kakšna stvar, da damo, malo preveč fokusa na eno stvar, pa pol malo pozabiš na drugo, ampak ko smo takrat začeli razmišljati, pa začneš ugotavljati, pa sej, mogoče bi bilo pa res smotrno imeti še fizioterapijo zraven. Po eni strani se na ta način rešiš kakšnih teh zadev, tako kot sva se zdaj pogovarjala, pač, po drugi strani pa fizioterapija pač ima svoje privilegije, pač ne plačuje se DDV, se pravi. To je tudi pomembna stvar, torej 20% DDV. Ja, poslovno gledano, kot kineziologija, dokler delaš na vadbenem področju v džimu, kot delamo zdaj, mi pač plačuješ normalen DDV, pač pri fizioterapiji, ko greš v ambulantno okolje, potem... Gledano čist pravno je v bistvu trenutno še kineziologija v čist istem razmerju, kot da v bistvu ta poklic ne obstaja. Ja, mislim, obstaja, ampak ima se še zaradi umeščanja, pač obnašamo pa druge zdravstvene dejavnosti, ampak hkrati so druge umestne prepreke, da težko zadostiš vsem standardom, da zares pašeš temu. Mislim, če so čisto iskrena, v resnici ni nobene dodane vrednosti pri tem, da imaš naziv kineziolog. Ker v bistvu postavljajo se regulative, sicer, ker je še v bistvu slabše kot je bilo prej, torej postavljajo se, kaj bi kineziolog moral delati, pa kakšne strokovne izpit rabi. V resnici pa s tem ne pridobi nič, ker davčno je še zmeraj na istem položaju kot navadni osebni trener. Kar se tiče samih rehabilitacij, tudi v bistvu še vedno ne sme delati na rehabilitacijskem področju. Tako da gledano kot sama dodana vrednost diplome, če gledamo samo na to, kaj ti ponudi na trgu, delovnih mest tudi ni, stališča kineziologije zelo veliko, kle sta v bistvu samo par centrov, kot smo mi, pa kakšni manjši, ki to iščejo. Zdravstveni sistem tudi že, Zdravstveni sistem do neke manjše. Jaz rekel tako, vse se popravlja, samo pač javni sistem je vedno tok in goriva v obdobju 10 let, pač pa še to ne za res 10, še malo manj časa. Mislim, na začetku te bitke osnovne so se začele verjetno že takrat, ampak da se je zares začeli premikati je pa obdobje zadnjih parih let in preden bo celoten ustroj javnega sistema, pač tle to vse zavrtel bo še malo trajalo. Ampak jaz verjamem, da če bo to snemala čez 5 let, recimo, bo poklic kineziologa po mojem izenačen z poklicom fizioterapeuta. Kljub temu, da se da se kar zavira strani fizioterapije to, ampak verjamem, da se bo to počasi izenačilo. Pa bi rekel tudi, da je sploh, mogoče, a je sploh smiselno, da se toliko promovira besedo kineziologija, glede na to, da konec koncev fizioterapija je že toliko v glavah ljudi in konec koncev tudi fizioterapija na nek način ima v sebi tudi elemente, ki so kineziološki. Zgolj slabost je to, da se je večino časa fizioterapija bolj specializirala v manualno obravnavo in pa v obravnavo z raznimi napravami, torej celjenje oziroma rehabilitacijo z napravami, da je v bistvu zelo zanemarila ta vadbeni del. Tako da za nas se zgodi, da kar bo prišlo v prihodnosti do spremembe, je to, da vsaj v privat sferi, da se bo vedno več fizioterapeutov odločali za vadbeno obliko rehabilitacije, v bistvu kineziologijo. Ja, tukaj tudi mi dvajčkrat med sabo razpravljava pač glih o tem,
kje je sploh to mesto kineziologije, ne? Ker pač celoten svet ne pozna pač, poklica kineziologa kot tazga, ampak je to pač ena od dveh fizioterapije. Čeprav v nekaterih državah je pa kineziologija tista, ki pač prevladuje, ali je odvisno, ne pač. Zdaj to je tudi po mojem ena taka stvar, zakaj sploh v osnovi prihaja do tega navzkrižja fizioterapija, kineziologija. Ja, zakaj je ta bitka sploh? Ja, zato ker tako sej na papirju, ki se pogovarjajo ali pa pogovarjamo eni in drugi, če bi gledali tako zelo pravno formalno, pač rečemo, pač fizioterapija je v začetni fazi rehabilitacije in potem pride na vrsto kineziologija. Ampak v realnem svetu pa te prve in druge faze ni. Je ena faza, ki je celoten proces. In pač v nekih začetnih fazah je lahko že na začetku kineziolog tisti, ki bo primarno obravnaval. Medtem, če je nek fizioterapevt z dost kompletnim znanjem, je pa lahko fizioterapevt skozi spet celoten proces. Se pravi, ni zdaj, da... Če ima primarno znanje gibalne terapije. Ja, da ima znanje obojega, pač, ali pa lahko samo tudi bolje specializiran v gibalno kinezioterapijo in bo pač on delal celotno. Tako da, ja, zato pride do tega potencialnega trenja, ker pač dejansko ni točno določeno, pa rečemo, ok, pri bolečinah v križu bo pa nekdo naredil 5 obravnav za fizioterapeuta in potem še 5 obravnav s kineziologom. To zdrži samo na papirju. To samo na papirju, bravo. V praksi pa ta zadeva ne zdrži. In tudi dober strokovnjak z tega področja je multipraktik, je multidisciplinaren. V tem primeru, ko sem prej govoril o specializaciji, v bistvu preveč specializacije je stroškovno potratno. Primer, če tebe boli v hrbtu, pa te jaz lahko naučim v 1 uri, ker vidim tvoj vzrok, se s tabo pogovorim, vidim tvoj gibalni vzrok, vidim, da je v bistvu napačna tehnika gibanja kriva za tvojo bolečino. Te jaz lahko v 1 uri dam tako znanje, da boš ti za večno odpravil te bolečine in jih tudi ne boš spet imel, ker te bom naučil pravilnega dviganja. Da če bi pa mi, in boš ti hodil, potem še na vadbo k meni in te bom ne samo iz bolečine ven spravil, te bom tudi tako opremil z močjo, pa pravilno tehniko gibanja, da boš lahko delal bistveno več kot pred to bolečino. Medtem, če bi pa recimo šli po tej klasični šabloni, ki je samo teoriji drži, bi pa ti najprej mogel, do zdravnika, fiziatra, mogoče do fizioterapeuta, par manualnih terapij narediti za to, da se akutna bolečina odpravi, čeprav se to akutno bolečino lahko odpravimo že s tem, ko te naučim pravilnega nekega položaja, kjer te ne boli, pa te potem naučim, kako se dvigati brez bolečin in tako naprej. V bistvu smo čisto neko novo filozofijo upeljali v obravnavo, ki se jo prej sploh ni upošteval, ker je bila določena šablonsko, bila je določena sa strani nekih inštitucij, ki v resnici tega niso nikoli probale v življenju. Mi pa vidimo na praksi, tako kot sem rekel, da v bistvu bi lahko en človek, lahko je to fizioterapeut, se nima veze, kako se imenuje, lahko je to diplomiran fizioterapeut, samo če te nauči pravilno delati s telesom, te dostikrat že rehabilitira, brez da bi se te dotaknil, brez da bi uporabil ene laserske terapije. To je mogoče tudi zanimivo iz tega, ker večkrat pravi, kdo lahko dela z bolečino, kdo ne sme delati z bolečino. In sploh na področju kineziologije, moram reči, da večino časa delamo z ljudmi, ki imajo bolečine, ampak ne delamo zares za bolečino, ne posredno. Ampak delamo posredno. Se pravi, nekdo, ki ima bolečine v križu, tega križa se praktično skoraj nič ne dotikam, ampak pač izboljšujemo njegovo gibanje v kolku. Se pravi, zgolj posredno delamo. Posredno in posledično njegove bolečine izginejo. Ali pa se ga naučimo z sedenjem, z njegovim sedenjem, njegovim vstajanjem z avtomobila. Se pravi, mi v bistvu študiramo, preučujemo njegovo gibanje v vseh malenkostih skozi dan in v bistvu to probamo izboljšati. In če to izboljšamo, bo bolečina šla. Se pravi, bolečina je bila odpravljena, ampak ne direktno. Tako. In tudi nismo šli, če ga boli ena mišica. In klasično fizioterapevtsko razmišljanje bi bilo, bolečina je tukaj v neki mišici, prvo bo diagnosticirati, katera je to mišica, prvo bo to mišico bodi si zdaj ali zdraviti direktno z nekimi napravami, ali pa z manualno terapijo, ali sproščati, ali potem dati neko vajo za to mišico. Potem, ko mi bi gledali čisto drugače. Mi bi zdaj ne bi sploh napadali točno te bolečine, točno te točke, niti nas ne bi toliko zanimalo, ali je to zdaj neka diagnoza hernije v vratu in tako naprej. Ne, nas bi zanimalo, torej, s katerimi položaji čez dan si on najbolj vzbur to bolečino, najbolj poraste bolečino. In bi te položaje popravili. Bi popravili mogoče način, kako dviga bremena. Mogoče pri bremenih dviga tako, da to mišico stalno zateguje. In to sem imel ravno kar tako stranko, recimo.
ki stalno žaklje dviga in grozno boli vrat, sevanje v roke, mravljince. Fizioterapeut bi se tega lotil z raznimi postavitvami diagnoz, zakaj so ti mravljinci tam. Imaš 100 enih tečajev, ki te to učijo, pa postavljajo neke diagnoze, v resnici pa pri njemu bilo zgolj, v narekovajih zgolj, ne? Sva se zelo mogla lotiti, zelo natančno sicer, ampak ja, njegove tehnike sklanjanja, dviganja, ker so videla, da v bistvu on se sploh ni udrival pri sklanjanju, ko je dvigoval žaklje iz kolka, sploh ni znal uporabiti posteriorne verige, zadnje verige mišic v kolkih, ampak je v bistvu dvigoval večinoma z trapezi. In zdaj, ko je stalno to napenjal, je seveda razvil kronično bolečino v tem delu. Ampak kaj je poanta vsega, ne? Da v bistvu midva nisva bolečine odpravljala direktno, jaz ga nisem zdaj rehabilitiral, tako da bi tisto tkivo tam spremenil, ampak sem zgolj telesu preusmeril sile iz tam, kjer jih je preveč, v tam, kjer jih je premalo. Jaz temu pravim, zmeraj dam tak primer, da pač mi gledamo, kineziološko gledamo na poškodbo ali bolečino na sledeč način. Če te je boli v enem delu telesa, enem sklepu ali pa mišici, mi dostikrat sploh ne gremo targetirati tiste mišice, oziroma je to manjšinski del obravnave. Mi pogledamo, kateri drugi sklepi, katere druge mišice v tvojem gibanju ne opravljajo tistega dela, ki bi ga pri teh opravilih morali. Da pa to vemo, smo pa mogli v 10 letih sploh razviti koncept, kva je pravilno gibanje. Ker tega koncepta ni bilo. Recimo primer, to se je še zmeraj tudi na fakultetah, tudi pri fizioterapeutih se je primer, ne vem, učil, da če ti dvigneš eno breme stal, da to delajo, ne vem, erektori iz hrbtenice. Ali pa da se mora rekli napeti, ne vem, trebušne. Eni drugi so rekli, ne, morajo se transverzos napeti. Eni tretji so rekli, da moraš ritne mišice stisniti. Torej vidiš, ful enih teorij zadaj, ful enega masla informacij, ki na koncu so ljudem nič drugega povzročili kot to, da so v bistvu ful napačno začeli dvigovati. In če ta koncept, ki smo ga postavili, kva sploh je naravno gibanje, ki velja za tebe, mene, tvojo mamo, za vse, no, če tega nimaš, pa boš po domač povedano zajebal vse. In z tega smo to razvili, ti zdaj lahko pomagam, da če te boli v hrbtu, da točno vem, da jaz se tistega hrbta ne bom dotikal, jaz te bom tebe naučil pravilnih vzorcev čez dan in se bo telo samo rehabilitiralo. Ja, se to je v bistvu to, kar so pregovorila. Čevanje je zrno od plevela, pač sam ga težko ločeš, pač in zato je včasih treba najti tudi pravega strokovnjaka, ga je pa včasih res težko najti. Drugače pa se mi zdi še druga zadeva, no, predvsem temu, preden kdo pomisle, da ker recimo veselo razlagaš o teh težavah, ja, se je vseeno ali hernija ali kaj drugega ali tako naprej. Tudi pri nas se večkrat zgodi, da pač pri kakšnemu človeku, ker dejansko pa iz prve ne vidiš, da bi mu ti lahko pomagal oziroma presodiš, da gre za kakšno stanje, ker pa pač v tisti dani situaciji mogoče ni smotrno pristopati, ja, takrat ga seveda napotiš naprej k ustreznemu strokovnjaku, ker tako kot nam, in to se mi zdi, da je pomembno. Kdo je to večinoma ta strokovnjak, kirurg? Kirurg ali pa tudi recimo, sej tudi fizioterapeut, zato imamo tudi v svoji ekipi tudi fizioterapeuta, ampak se mi zdi, da je to tista težava, ki jo pa razvije mnogo strokovnjakov, je, da polka imaš enkrat v rokah klado, pač, vse vidiš kot žabu in zdaj vse hočeš potolči, pač vse bi zdaj reševal svojo metodo, po domač povedano, in se mi zdi, da še zmeraj mora biti pa odlika dobrega strokovnjaka, da ja, pač prepoznavaš pri ljudeh, kaj jim lahko doprineseš in hkrati tudi vidiš, kje so pa še vedno tvoje omejitve, pač ker tako kot bi, ne vem, nek manualc potem vse želel rešiti z manualno terapijo, se ti hitro zgodi kot nek bolj gibalni strokovnjak. Da vse proba z gibanjem reševati. To je pač ena stvar, ki se mi zdi, da moraš včasih znati pri kakšnemu tudi narediti korak nazaj, premisliti, a sem v dani situaciji res jaz pravi naslov, ali lahko še kdo drug pri njemu naredi mogoče večji doprinos. Je pa tako, kot sem na začetku rekla, življenje je gibanje, zato pa navadi izboljšava gibanja, če se ga prvo lotiš, ne poslabša življenja. Zato, ker pač ta človek, tudi ko bo iz tle šel zdaj domov, se bo gibal, se ne bo legel, ne bojo ga prišli skrat zdaj z nosili in ga bojo položili na nosila in ga bojo domov odnesli. Pač. Zato pač, če se prvo lotiš, je gibanje skoraj vedno tudi eden od, lahko ključen ali pa ena od stvari. Pomembna naša logika obravnave je, da mi dodano vrednost človeku damo tako, da ga tukaj v tej telovadnici naučimo, kako se gibati, ko ni več v naši telovadnici. To je zelo pomembna stvar naše obravnave, zato ker če ti delaš terapijo na človeku, ti ne veš, tudi če on zapusti tvoja vrata brez bolečin, to za nas ni dovolj dober argument oziroma razlog, da smo naredili nekaj dobrega. Mi imamo bistveno višje standarde. Torej, ni dovolj, da gre brez bolečin naša stranka ven. Meni je pomembno sledeče, da če ta stranka v življenju dela
sklanjanje, dviganje bremen, otrok doma, trgovina, pasenga, delo na vrtu, šport, da vse te vzorce, ki jih ima, ta človek, moja stranka, lahko naredi brez bolečin na višjem fizični sposobnosti in z nasmeškom na ustih. Ampak zato je treba znati in razumeti, kako človeka obremeniti, koga obremeniti, kako ga tehnike gibanja naučiti, dviganja bremen in tako naprej. In tega do zdaj žal v rehabilitacijskem postopku sploh se ni nikjer učilo. Ja, tukaj se strinjam. Bi pa mogoče zdaj sam še eno stvar se dotakniti, ki sem prej govorila o tem, da mora biti dober strokovnjak neke vrste multipraktik. Po eni strani mora biti specializiran, ampak mora biti pa malo tudi multipraktik. Se mi zdi, da je zato pomembno to poudariti, ker prevečkrat se še vedno ta ločnica pojavlja in to je v bistvu predvsem v škodo pacienta, stranke, ker pač nekdo opravi neko terapijo in potem reče, ok, zdaj pa naprej se ukvarja z vajami, zdaj pa pride vajen. Potem, ker bo z njemu delal vaje, ne pozna osnov, mogoče manualnega ali pa kakršnekoli druge terapije, kateri bo ta do zdaj deležen, pa hkrati ki z njemu do zdaj delal manualno terapijo, ne pozna osnov glede vaj. Hkrati sta pa vsak en in drug komunicirala s tem človekom in dala neke informacije njemu, velikokrat pride do tega, da je potem pri tem človeku bila povzročena velika zmeda, zato ker mu je ta v prvi fazi dal neke informacije glede vadbe, katere so kontradiktorne. Ja. In potem v bistvu tle ustvarja eno veliko zmedo. Zato tudi recimo ne boš našel enega uspešnega sodelovanja med kineziologom in enim fizioterapeutom. Pa se bo mogoče kdo rekel, ne, jaz pa imam enega fizioterapeuta, ki mi pošlje kdaj stranko. Ja, definitivno imaš enega kolega, ki ti kdaj pošlje stranko, ti kdaj pošlje stranko njemu, sta oba malo srečna. Ampak v resnici, da bi bil prav en proces, ker bi torej en fizioterapeut pa en kineziolog vedno sodelovala skupaj na dnevni bazi, tega znotraj dveh različnih izvajalcev ni mogoče in ne obstaja, da bi bilo to na neki redni bazi. To je možno narediti samo v tem primeru, če imaš ti neko svoj gym ali pa svojo kliniko, kakor se pač danes nekdo poimenuje, in dejansko daš befel, torej napotek, fizioterapija, toliko obravnav, mora obvezno potem v gym kineziologu. Samo tako. To je bila tudi ena od stvari, zakaj pa imaš še fizioterapijo zraven. Ker pač saj smo v preteklosti, mi da sva bila v 10 letih, po mojem, 30, 50 fizioterapeutih glede sodelovanja. In na koncu se vedno zmeniš, ja, bomo sodelovali. Vse so vsi za. Ja, vse so vsi za. In vse se redo sliši, samo v osnovi, ker pač imamo malo različne pristope, na koncu je to prehajanje strank dokaj majhno. In to je v bistvu slabo za stranke, mislim, tudi za posel, gledano širše, ampak najslabše pa za stranke, zato ker v bistvu ne pridejo do konca svoje težave, pač jo ne rešijo do konca. In v bistvu mora biti znotraj iste ustanove to rešeno. Zdaj, morata vsaj en in drug poznati toliko dobro delo enega in drugega, da ta stranka prehaja, da ne dobiva navzkrižne informacije. Se mi zdi, da to je najbolj pomembno. Zdaj nekoga bo nekdo obravnaval bolj od začetka do konca, pa bo to lahko, kot sem prej rekla, fizioterapeut, če pozna vse skupaj, pri nekomu bo to kineziolog ali bo prišlo do sodelovanja v vmesnih fazah, ampak ja, pomembno je to poznavanje, se mi zdi, enega in drugega. Gre pa res velikokrat za enega strokovnjaka, ker se mi zdi, da je tle velikokrat ta napačna predstava, ker se za vzgled jemlje, ne vem, jaz se spomnim recimo primerov iz študijskih let, ko se je velikokrat govorilo o izredno dobrem sodelovanju, tem multidisciplinarnem pristopu, recimo v športnih klubih. Tam skupaj delujejo, ne vem, zdravnik, fizioterapeut, kineziolog, nutricionist in še psiholog, pomožno pa še kondicijski trener, pa še glavni trener in tako naprej. Ampak tukaj se mi zdi ena zelo velika razlika med Janezom, ki pride k nam na vadbo in ima čas, ne vem, 2 do 3 ure na teden posvetiti samo temu, mogoče še kakšno 15 minut daj zraven, ampak toliko ima, ker on ima zraven še družino, pa ima službo, pa še kakšno drugo zadevo. Medtem, ker tisti profesionalni športnik pa pač živi za tisti nogomet, živi za tisto košarko in njegov dan se začne zjutraj s tem, da začne razmišljati o nogometu in se zaključi s tem, da začne razmišljati o nogometu. Vmes je bil pa 6 ur na treningih ali pa 8 ur na treningih in terapija. Ja, in tako naprej. In je zakrožil skozi ta proces. Medtem, ker tukaj, ko ima naš Janez samo 2 do 3 ure časa, ne moreš ti zdaj v 3 ure dati 6 strokovnjakov noter, ker se pač enostavno ne izide. In če si jih probal dati 6 noter, si naredil več slabega, kot dobrega. Da ne govorimo, koliko si slabega naredil njegovemu budžetu, torej denarnici in času. Ja, oboje prvi. Finance in na koncu pa trpi učinkovitost. Ja, in zdaj nekdo, ki je rekel, ja, sej jaz delam samo svoje, drugega se pa ne bom dotikal, je spet naredil slabo za Janeza.
seveda mora poznati svoje omejitve, tako kot sem prej rekla, tisto, kar ne veš, pač ok, ne veš, ampak pač lahko se tudi probaš izobraziti, da mu boš lahko temu Janezu v teh 2 do 3 urah čim bolj pomagal, a ne. In če veš, kje je pa tvoja omejitev, pa še vedno lahko rečeš, lej, tukaj naprej pa žal ti ne morem pomagati, ampak si mu pa probal v tistih 2 do 3 urah pač dati vse, od psihologije do kondicijske priprave, do kineziologije, do fizioterapije in tako naprej, ne, pač še malo nutricionizma. Hkrati si bil, še vedno se pravim, fokusiran na eno stvar, ne, to samo na rehab, recimo v nekem primeru, ampak ja, vse to si v ta rehab noter vključil. Točno tako, ja. Ja, to se mi zdi zelo pomembna točka, no? Zelo pomemben uvid, zato ker žal je pač sistem tako ustvarjen tudi, da se proba čim bolj parcializirati. Že izobraževalni sistem je tako narejen, je isto tok, enako tok kot zdravstveni sistem in stalno producira neke nove poklice, lahko bi rekel hecno, ironično, ampak se tudi kineziolog je na neki nov poklic. In potem se posledično je tendenca potem, da vsak hoče si pri koritu, pri državi zagotoviti neke svoje zakone, kako se ta poklic nekam v silo umesti. Kako sem prej rekel, da je to v bistvu v silo. Da je to v bistvu na teoriji, na teoretičnem področju, na papirčku, v zakonu to lahko pije vodo, da tebe boli hrbet, pa rabaš še 5 strokovnjakom za to, v praksi pa to nikoli ne bo pilo vode. In zato je težko reči, kaj je rešitev, kot po moje samo to, da se vrnemo nazaj malo v džunglo in izpostavimo te prednosti, ki jih ima nek prosti trg v bistvu. Ker po svoje prednost prostega trga, to, kar smo tudi, ker konec koncev mi delujemo na relativno prostem trgu in je to velika prednost, ker imaš lahko svobodo, da izumljaš, odkrivaš, oblikuješ nove metode obravnave. Ja, na prostem trgu se tudi tiste stvari, ki ne delujejo, oziroma ki so predrage, delujejo lahko, ampak so predrage, preveč časovno potratne, se preprosto počasi zmanjšajo, oziroma jih ljudje ne povprašujejo več po njih. In to bi bila pač edina rešitev, ampak tukaj zaenkrat še nismo tam. Ja, se mi zdi, da mogoče za zaključek tega najnega pogovora je mogoče glih to lahko, ta kam kineziologija bo stremela in kam stremi. Po eni strani stremi v zdravstveni sistem, že postaja del njega, ampak hkrati je to tudi lahko velika past za nadaljnji razvoj kineziologije, kajti ko enkrat postaneš privilegiran poklic, ni več nujno, da obstajaš na trgu samo zato, ker si pač dober in ker so tvoje metode dobre, ampak obstajaš na trgu zato, ker si privilegiran. In dobiš v bistvu iste simptome problemov, kot jih ima fizioterapija, ki je že. In tle se mi zdi, da bo treba pametno delati, da ne bomo potem skozi čas mogoče preveč postali preveč pasivni. Ker se mi zdi, da če bi pogledal obdobje zadnjih 5-10 let, pač je vidno to, da se kineziologi morajo bistveno bolj boriti za svoje preživetje na trgu. Nenazadnje največjo kliniko fizioterapevtsko v državi vodi kineziolog. In to se dobro vidi, kako je v bistvu zato, ker je nekdo bil lačen tega, ker je mogel se boriti, je prišel do tega. Medtem ko nekdo drug, ki je mogoče že iz štarta bil v malo bolj privilegiranem položaju, pa tukaj ni zdaj, da je zdaj nek posamezen fizioterapeut karkoli kriv, ampak v bistvu okolje ga je tako tam. Okolje ga je v bistvu po domač povedan, zaspali so na lovorikah. Ja, okolje te naredi nekdo si želi več, pa ustvari več, ampak pač pogosto, ko se znajdeš v nekem udobnem okolju, se tudi sam malo poleneš, malo v bistvu takrat, vse to se tudi par nama dogaja večkrat. Zato se mi zdi, da to prihodnost kineziologije, bo zelo zanimivo videti. Bo zelo zanimivo videti, ja. Jaz je zanimivo, da na tem področju rehabilitacij praktično pred nami, pa zdaj, ko je klinika, kot si rekel, Medicofit je to, začela z oglaševanjem in s prodornostjo in z novimi metodami rehabilitacij, da praktično na tem področju skoraj ni bilo nobenega fizioterapeuta, ki bi se kaj zelo podjetniško lotil svoje zgodbe. Vsi so bolj one-man band, two-man band, niti v glasu niso delali, niti vsebin niso pisali, nihče ni snemal izobraževalne vsebine, kot jih mi snemamo. Nihče ni praktično izobraževal ljudi, niti spletnih strani pogosto niso imeli izdelanih. Torej se je res videlo, da je v bistvu na tem področju zelo se da preživeti za zelo malo dela, ali za zelo malo podjetniške iniciative. Preprosto rečeš, da si fizioterapeut, če si imel diplomo, si naredil in ti bo načeloma kar dobro poslano v življenju, vsaj toliko stran boš dobil, že zato, ker si fizioterapeut. Ja, pač kot smo prej rekli, to je
brand, ki je zakorenjen v ljudeh in tako kot en frizer na toliko pa toliko ljudi preživi, tudi en fizioterapeut na toliko pa toliko ljudi preživi. Sicer frizer nima tega privilegiranega statusa, zato mu jih lahko v tistem okolju kar naenkrat pojavi na stotine. 10 drugih. Ja, medtem ko tlele je ta proces novih potem malo počasnejši. Tako da, ja, se pravi, bo videla. Jaz bi tudi rekel, da kaj bo v jutri, saj če govorimo nekaj bolj specifično za nas, kaj si želimo jutri ali pa čez nekem krajšem časovnem obdobju, je to, kar sva danes že govorila, vzpostaviti neko objektivno vedo kineziologije, objektivno obravnavo, kako vadbeno rehabilitirati ljudi. Nekaj, kar pač drži za vse. Nekaj, kar bo veljalo kot tisto, kar pa je potrebno delati z vsakim, ne glede na individualne razlike. In to se mi zdi, da če to vzpostavimo, nek način obravnave, ki bo cenovno dostopen, to ga že imamo, no? pa da je možno ta način obravnave tudi prenesti na čim večje število ljudi, da ni to samo neka ekskluziva za nekaj ljudi, potem mislim, da bo to prevladujoč način, kako bodo ljudje v prihodnosti iskali rešitve za svoje bolečine. Se strinjam, nimam kaj dati za dodati, tako da ja, mislim, da sva prišla do... Mislim, da smo danes obdelali kar nekaj takih pametnih tem in pa najnih ugotovitev iz najnega posla, dela s strankami. Tako da probajte pobrati iz tega čim več pametnega in pa karkoli boste imeli glede kakšnih zanimivih vprašanj ali pa dilem, ali pa če se s čem ne strinjate, ali pa če imate nek svoj pogled. Dajte nam pisati, mi rastemo glede zaradi tega, ker smo se vedno pripravljeni izzivati naša trenutna prepričanja. Tudi če vam kdaj mogoče zgledamo, da smo zapriseženi v svoj prav, v resnici vemo, kaj vemo, vemo pa tudi, da to, kar vemo, lahko še izboljšamo. Tako da na dan na planu z dobrimi idejami. In pa nadaljujemo naslednjič spet s kakšnimi pametnimi temami.